Tako dolgo me ni bilo, da ste se preselili, da ste mi našel več. Ampak je tudi tukaj noter lepo. Smo ko ena binkošna dvorana. In prav to me je tukaj zdaj tako ne zelo vzbudilo, zelo sem dotaknil. Dejansko klicati in peti Svetemu Duhu in Jezusu in Bogu. Kaj je lepše? Kdor poje dvakrat manj. Pa naj nas, ker živimo tudi od njegove besede in on sam je večna beseda, vzemimo mogoče tako, da se prikličemo Božje besede, iz katere živimo ta teden, Jezusov evangelij, evangelij dobrega pastirja. Gospod z vami, iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je rekel Jezus: resnično, resnično povem vam, kdor ne vstopi v ovčjo stajo skozi vrata, ampak se splazi vanjo drugod, je ta rob. Kdor pa pride skozi vrata, je pastir ovac. Njemu vratar odpre in ovce poslušajo njegov glas in svoje ovce kliče po imenu in jih vodi iz staje. Ko vse svoje spusti ven, hodi pred njimi in ovce gredo za njim, ker poznajo njegov glas. Za tujce pa ne bodo šle, ampak bodo bežale pred njim, ker ne poznajo glasu tujcev. Jezus jim je povedal to priliko, pa niso razumeli, kaj jim je govoril. Jezus je znova spregovoril: resnično, resnično povem vam, jaz sem vrata za ovce. Vsi, ki so prišli pred menoj, so tatovi in roparji, toda ovce jih niso poslušali. Jaz sem vrata. Kdor stopi skozi me, se bo rešil, hodil bo noter in hodil bo ven in bo našel pašo. Tak prihaja samo zato, da krade, kolje in uničuje. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in da bi ga imeli v obilju. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Res je že kar nekaj časa, ko nisem bil, dragi bratje in sestre, med vami, sem vas pogrešal. Enkrat vmes me je Boštjan tudi klical, ampak je nih tako prišlo, da v bistvu še nisem bil v voznem stanju oziroma sem bil še na Bergah. Kot veste, sem imel še eno operacijo kolenskih vezi, zdaj so me zašivali skupaj, tako da sem cel. In moram reči, hvala Bogu, je v redu. Je prišel zdravnik Ambrožič, pa Valdoltri me je prišel k meni in rekel: tisti dan sem 4 operiral. Ti si bil ta prvi, zato ker sem vedel, da boš molil Bogu in da mi bo potem vse šlo in vse se uspele, je rekel, in tako, in je rekel, krasno, in to se prav čuti, je rekel, kako je z Bogom. Tako se mi zdaj prav lepo, da je tako doživljal ob meni, tudi ko sem bil tam, bi rekel, to Božjo bližino in res Bogu hvala tudi za njega, ker vsak dan naredi veliko dobrega. In res moram reči, da operacije so uspele in zdaj sem že skoraj nov. Tako, zdaj v tem času imam jaz kar dosti dela, ker je sezona obiskov, pastoratnih obiskov po župnijah in pomagam tukaj gospodu Žlofu, pa generalni vikar. Tako da sem praktično vsak dan pridgam na 2-3 župnijah
ko jih obiščem, ali so to srečanja s staršimi birmanci, ali so to srečanja z ljudmi, seveda vsak dan tudi Maša. Potem v nedeljah so birme, zdaj v maju imam tudi jaz, vsako nedeljo birmo, zato jaz povabim vse, da kličejo in prosijo Svetega Duha, da ni odvisno samo od mene, ampak od vseh nas. In to sigurno drži in tako se mi zdi, da so zelo lepe te birme in da so to taki lepi prazniki. Seveda, vprašanje je, koliko zdaj ti mladi to začutijo. Jaz jim dosti govorim, da morajo graditi na družini. Da če si bodo podpirali drug drugega, če si bodo pomagali, če bodo vsi opora v viri, potem bo šlo. Toliko se mi je otisnilo v spomin to, kar je rekel prav pater Marko Ivan Rupnik, mislim, da je bil v Gorici, to je bilo letos enkrat, so ga povabili, so ga vprašali, kaj ti misliš, kje je prihodnost cerkve? Prihodnost cerkve je že na začetku. Mi smo dejansko pozabili to občestvenost. Mi smo pozabili, da smo Kristusovo telo. Mi smo pozabili, da smo skupnost, da smo v Jezusu bratje in sestre. Ma dejansko, zares, prav, zares. In danes ta svet nas sili v individualizem, v neko soliranje, v neko, ne vem, sam gledamo k drugu, namesto da bo drugemu pomagal, drugo drugega kritiziral in nič delal. In to je faljeno, to je zelo faljeno. Pri krstu in tudi Božja beseda, ne ta čudovita Božja beseda, mislim, da velikonočnega časa, dejansko nas vse skozi, zdaj že od velike noči naprej, vse do binkošti in do nebohoda, nam stalno govori, da Sveti Duh jih je povezal. V Svetem Duhu so postali eno. In močni in so si upali stopiti ven pred druge, ko so bili skupaj. Zato ne pravi, samo Sveti Peter je vstal in govoril na binkošni dan. Ampak vedno piše, skupaj z enajstiri. Pomeni, da so kot občestvo nastopili. Tudi niso samo njega zaprli, zmeraj imel še kakšnega zraven, ali pa so ga tepli, ali pa so jih dali v ječo, smo slišali. Ne? In so jim rekli, bodite tiho, ne govorite, molkante. Kaj ne boste zdaj govorili o temu Jezusu, ki smo ga križali? Pa ravno to, je rekel Peter, se pričakuje od nas, hristijanov. Da bomo to oznanjali temu svetu, ki nam pravi, bodi tiho. Koga najbolj poslušamo? Mene se ta stavi, toliko lepo, zdaj sem ga že večkrat ponovil, ampak se večkrat ponovi zdaj v velikonočnem času, pravi Peter. Koga naj poslušamo? Povejte, ali ne poslušamo Gospoda, ki nam govori, naj oznanjamo, ali ne poslušamo vas, ki pravite, bodite tiho. Mislim, da je odgovor vsem zelo jasno. Ne? In to je jaz mislim, da to lahko vedno uporabimo pri vsakem, ki nam reče, bodi tiho, ne mi govoriti. Tu je staro, tu je že preživeto, mi smo zdaj moderni. Povej mi, koga ne bo poslušal. In ne nazadnje, se mi zdi, da je zelo pomembno tudi, da tudi tem ljudem rečemo, se ni treba mene na koncu poslušati, jaz ti samo povem, poslušaj Gospoda, tako kot jaz. In smo zmagali. In to je danes pomembno, poslušati Gospoda. In to smo slišali tudi v nedeljo, ko je rekel Peter, vi ste križali Jezusa Kristusa, na križ ste ga pribili, umrl je, bili ste ga. In potem pravi, so mu rekli, ko jih je to ganilo, kaj, bratje, kaj naj storim? To je pravo vprašanje, ki se ga moramo postaviti. Kaj, Gospod, kaj naj jaz storim danes? Jaz sem danes kristjan, jaz sem danes duhovnik, sem lahko oče, sem lahko fant, sem lahko dekle.
kaj pričakuješ od mene? Jezus je rekel, jaz sem prišel na svet zato, da izpolnim očetovo voljo. Evo, Jezus se je vzmeraj vprašal, oče, kaj naj stori? Marija je rekla, zgodi se mi po tvojih besedi, zgodi se mi po tvoji volji. In to je tisto, in Peter jim je rekel, spreobrnite se, dajte se krstiti, odpovejte se grehu in izpovejte vire. In to je, se mi zdi tisto pomembno. Krst, jaz vedno bolj spoznavam in odkrivam, kako je naše krstno dostojanstvo, kjer smo res postali novi človek, novi ljudje. Postali smo alter Kristus, drugi Kristus, oblekli smo Kristusa. Mi smo na ta svet dani in ustvarjeni zato, da bi bili njegove roke, njegove noge, njegova usta. Spet to klicanje k temu, da bi pričevali s svojim življenjem. In to se mi zdi tisto radostno vest, ki smo jo poklicani ponesti ta svet, zagotovo je, da je Kristus premagal greh, da je Kristus nas odrešil, da nas ima Bog neskončno rad vse in da je prišel na svet in da stopal z nami v odnos, zato da bi mi bolj lepo na tem svetu in bolj prav živeli in da bi bili vredni njegovega kraljestva. In to je veliko upanje za ta svet. Živeti življenje v Gospodu, v Kristusu. Iz tega se rojeva cerkev. Potem smo slišali tudi, kako je Peter v nedeljo rekel, mene se je ta stav zelo dotaknil. Delajte dobro in potrpežljivo prenašajte bridkosti, zato ste bili poklicani. Saj je tudi Kristus za vas trpel. Hodite po njegovih stopinjah, zgledujte se po njegovem zgledu. To je nas že nekako ta Božja beseda nas usmerja potem v evangeliji. Ampak tudi tako biti pripravljen delati dobro, to je ena lepa, taka pozitivna drža človeka in druga tudi potrpežljivo prenaša bridkosti. In potem nadaljuje, to se mi zdi tako zelo pomenljivo. Ne? Če vas sramotijo, ne vračajte sramotenja. Če vam grozijo, ne grozite. Ampak vse prepuščajte njemu, ki pravično sodi. To ni tako lahko. In dobro se mi zdi, da kar nas zagrabi in pozabimo. Ampak to je tisto, kar Bog pričakuje od nas. In je papež Frančišek rekel, večkrat zapisal že v evangeliji veselja in potem tudi v radost, ljubezni in so celo potem, to so zagrabili tudi teologi, filozofi in vse. In sem bil, mislim, da 21. aprila sem bil na teološkem simpoziju oziroma tečaju v Vipavi in so govorili o nežnosti, o božji in človeški nežnosti. Frančišek pravi, jaz to rad rečem zdaj, da smo poklicani oznanjati drugemu Boga oziroma imeti to držo evangelske nežnosti. Tam so nam predavali cel dan, vse sorte. Ampak tisto, kar so me opozorili in se mi zdi zelo lepo, kaj je to nežnost, to je pa papež sam napisal v Radost ljubezni v 127. točki, se mi zdi zelo lepo ta misel. In zelo
zelo se mi zdi približa, kaj je res nežnost. Pravi, nežnost je izraz tiste ljubezni, ki se osvobodi želje sebičnega posedovanja. To je daritvena ljubezen. Tista ljubezen, ki neče nekaj vzeti, ampak ki želi dati. Ki se osvobodi tega, da bi zahteval. Ampak ki je v njej to, da se daruje. To se mi zdi zelo lepo. In pravi potem naprej, privede nas do tega, da pred sočlovekom tako rekoč drhtimo z neizmernim spoštovanjem in celo z določenim strahom, da ga ne bi prizadeli in da mu ne bi vzeli svobode. To se mi zdi tako zelo lepo napisano. In zdaj si predstavljate, da bi mi v naše odnose, ko se srečujemo, ko se pogovarjamo, ko tudi živimo skupaj, recimo mož in žena, da bi postavila svoj odnos na tej nežni ljubezni, ki drhti pred drugim, da mu ne bi vzel svobode, ki ga ljubi in spoštuje do te mere, da dejansko mu ustrepeta srce. In verjetno si take brezpogojne ljubezni vsi želimo. Ampak ni toliko pomembno, da si jo želimo. Tisto, kar nas Jezus vabi, je, da jo dajemo. In jo lahko dajemo, ker jo je položil v nas. In to se mi zdi tako zelo lepo. Tudi v povezavi z današnjo, mislim, z Božjo besedo. In pri tistem vprašanju, to rad povem tudi na birmah in mladim, pri tem vprašanju, kaj naj storimo, je danes pravi že papež je rekel na svetovnem dnevu mladih, mislim, da je 8. aprila, na adoraciji, ki so imeli za začetek priprave sinode na temo mladih, razločevanje, priklicanost in vključenost mladih v cerkev, ki bo oktobra drugo leto, je to opozorilo, se mi zdi, nevarnost današnjih kristijanov, zlasti bolj mlajših generacij, da postanejo fotelski kristijani, tako jih je bilo. Ko sem jaz vprašal na Markovcu, še ko sem bil v Birmance, kje si želijo, so rekli, da bi imeli v cerkvi fotelje. Jaz sem rekel, kaj? Ja, da bi lahko med vašo pridigo spali. Ampak tako, ne, ta komodnost. Ne, tam pa pravi, Peter pravi, bodite pripravljeni tudi kaj potrpeti za Kristusa. In to se vržeti na fotelj, si dati nek malčiksa sprede, ne. Sej dosti adoriramo, ampak ne pred najsvetejšim, pred unim 4x4 LCD velikim ekranom, mnogi. Je to, ta misla mi je prej prišla, koliko jih zdaj mi tukaj lepo molimo, pojemo in uživamo, koliko gleda pa neko nadaljevanko z zamiko. In to, ne, taki evropski kristijani imamo to nevarnost, dejansko živimo v blagostanju, tudi če skozi nekaj jadramo, nam nič ne manjka. Nam nič ne manjka. Glede na to, kaj nedeljo me prav stisnilo tam, kako sem videl, kako si dol po Afriki in to otroci z zamaškom od kante,
si jo blatno vodo zlival noter, da je bodo pili. Grozno. Niti na kraj pameti ne pride, kako pa ti se ti, ki zdaj bežijo in da ima toliko trpljenja na tem svetu, da če mi začnemo kaj javljati Bogu, ma si misli, ma bi te predstavil nekam drugam, tako še boji duši. Tako da to hvaležnost, jaz mislim, da moramo imeti v sebi, ker nam je Bog res veliko dal. In tako, in tudi se sprašati tako večkrat, Gospod, kaj lahko jaz naredim? Kako lahko jaz se odprem, da bom oznanil viru? Jaz mislim, da prvi pogoj je, da jo začutim v sebi. Da me preplavi, da me napolni, da v njej uživam v tem dobrem smislu. In tako kot je tudi v Božji besedi smo slišali, ne, poslušajmo Gospodov glas. To je, bi rekel, centralna misel tudi nedeljske Božje besede, evangelije. Jezus, dobri pastir. Ta prva podoba dobrega pastirja, ki pravi, moje ovce me poznajo. To je pomembno, da Jezusa poznamo, da poznamo njegovo besedo, da poznamo njegove misli, njegova dejanja, njegovo nežnost tudi, ki je. Potem pravi, on nas kliče po imenu, ovce kliče po imenu. Jezus pozna vsakega izmed nas. Zelo globoko. Mogoče še, ne mogoče, sigurno bolj kot mi sami sebe. Jezus nas pozna. Kliče nas. To je spet, to bi moralo nas kliče. Kaj nas kliče? Kaj nam pravi, naredimo? To nam Sveti Duh šepeta. Po Jezusu. To jaz ne moram reči, kaj vas kličemo, vi pa zagotovo veste nekje v sebi. Včasih ne maramo tega slišati, se bojimo. Ampak tako, jaz mislim, da če bi si to znali podeliti, bi odkrili čudovite stvari. Jaz si poklical, da smo danes tukaj. Mene je to prvo, ko mi je rekel, a bi šel, me primla skušnjava, da ne bi šel. Pa mi je rekel, takoj Sveti Duh reji. Ne se zmišljevati. Pa kaj, ti si od moj Gospod, ti si zato, da greš, ne zato, da boš tam špilo fotelskega Gospoda. Ja, pa smo hitro s tem šepetom končali in tako. Sem v Bogu, zato sem tukaj. Tudi vi ste tukaj, ne? Jaz verjamem, da je marsikomu kaj šepetalo se, kje bi lahko bil. Ja. One pravi potem naprej, da poslušajo, ovce dobrega pastirja poslušajo. To je, poleg tega, da slišimo, je treba tudi poslušati, oziroma ne se delati gluh, in tisto, kar je še najbolj pomembno, pride na koncu, mu sledijo. Jezus gre naprej in ovce mu sledijo, mi mu sledimo. In tukaj nas Jezus premakne. Tukaj nas zmakne, nas dvigne ven iz fotelja in nas pošlje, pejdi. In to se mi zdi tako lepo, ta lepne, ta odnos, ta domačnost, v kateri govori Jezus. Mogoče danes mi ne čutimo toliko več te povezave med ovčkami in pastirji. Tu pastirji, tisti, ki so, oni so to živeli, ali pa da skrestvem, vse tukaj v Kopru, nimamo ne vem koliko, mogoče ima kakšno žival, kakšnega psička, kakšno tako, ne. Podoben ta odnos, ki ga imaš rad, ki te posluša, ki se z njim pogovarjaš in tako, ne. Če imaš sam računalnik in avto, ne more se dosti s tem pogovarjati.
ampak mu sledijo in to se mi zdi je pomembno. In druga ta misel, tudi včasih, jaz sem razmišljal, kaj pomeni, tam pravi Boga, me ne razumete, reče Jezus. Jaz sem vrata, Boga pa še manj, da so razumeli, kakšna vrata, ne, pastir, človek še malo razume, da je on vrata. Ega se spomnim Pegana Jožeta, je rekel, da je, kaj je Jezus vprašal? Dvojna vrata. Zdaj, kakšna so to vrata? Jaz si predstavljam, ko slišim Jezus je vrata, si predstavljam ta kovbojska vrata, ki so v kakšen salon, ki je na dve krili, ki se odpirajo noter in ven in kar dirkaš skozi lo. Ampak, tako meni ta podoba, zdaj, pri papežu Gregorju Velikemu sem bral v služnem branju, pravi, da ta vrata so Jezus, v katerega vstopiš in potem preideš iz molitve v kontemplacijo. Tako je on to ima. Nisem jaz prav točno zastopil, kaj verjetno nekaj zelo svetega in tako lepega je povedal. Ampak jaz te vrata doživljam tako, da je v bistvu to Božjo svobodo, ki nam jo Bog pušča, Jezus pušča. In pravi, na koncu to bo povezavi s tem, da smo občestvo, da smo cirkev. Danes tudi kristijanom, tudi tistim, ki so krščeni, Jezus pušča to svobodo in priješ lahko ven, priješ lahko noter. In mnogi dirkajo ven in noter, in mnogi dirkajo ven in čakajo, ne vem, kdaj bodo prišli nazaj. In se mi zdi ta Božja svoboda. Vendar Jezus pravi, kdor bo z menoj, kdor bo v moji čredi, v moji skupnosti, isto je zelo lepo pravi na koncu, bo živel v izobilju. Lahko tečemo ven, lahko tečemo v ta svet. Ma tam ni več Jezusa. Gremo stran od njega. In ta svet nam ponuja marsikaj, kar se blešči, kar je, Pavel pravi, poželenje mesa na tak in drugačen način, ampak ni pa več tega miru, ki nam ga lahko da Jezus, te polnosti, te ljubezni, te nežnosti, te lepote, ki nam jo daje Jezus, če smo pri njem. Fajn je, da se ta vrata ne zapre. Torej, v veliko Božje usmiljenje, pravi Jezus, lahko vedno izpogli tudi smo imeli, ne, to 9-dnevnico čas Božjemu usmiljenju, tudi v tem času. Mene, tisto, kar se mi je tako zapisalo v srce, je te zadnja prošnja 9-dnevnice Božjemu usmiljenju. Pravi, največ sivih laser, bi rekel Jezus, mi delajo mlačneži. Tam piše najprej neverniki, pa za une, pa za vse se prosi, vse v miru, vse v usmiljenju. Ma največ ran mi naredijo mlačneži. Hotelski kristjani. In tukaj tako, naj nas Jezus vzame to svoje usmiljenje, naj nam da duha, naj nas poveže v cirkev in zato je dobro, da prenovi slavimo po Sinu, Očeta, v Svetem Duhu.